Dober dan tudi danes. Ja, zaradi celoletnega hitenja, sploh v prizadevanju za naš vsakdanji kruhek, nam da vsaj ta decembrski čas tisto, kar med letom pozabimo. Saj veste, kaj je to toplina, zavedanje, kako pomemben je sploh odnos. Če pogledamo skozi v zgodovini družbe, so se v bistvu poznali praznikov, ni bilo torej praznikov in ritualnih praks ob njih, oziroma skozi vso leto, skozi vso zgodovino je to še kako aktualno. In v Vojniku jih tudi v tem mesecu še kako vzdržujejo. Skoraj da sodeluje cela občina. Z nami je tako bivši župan in idejni vodja projekta, gospod Benedikt Podergajs, in pa Petra Pehar-Žgajner, ki v bistvu sodeluje pri projektu Božični Vojnik. Dober dan. Lep pozdrav. Videli ste že v bistvu tako vpeta v ta decembrski čas, že toliko prej, ko pripravljate, da je zdaj to kar se le udejanilo. Ja, male razlike je vseeno. Seveda najprej lep pozdrav gledalcem, ampak male razlike je med tistima 2 mesecema priprav, ali pa še včasih več, ko ga je treba požokati že kar na začetku leta, v primerjavi s tistim, kar se dogaja zdaj, ko je pa resno in pa urejeno pri hišah, po ulicah, pa v glavah. To bomo danes povedali, kaj v bistvu vse ponuja konkretno Vojnik, ki pa ni, bom rekla, tipičen. Ne gre tukaj samo za prižig lučk, Lučke prižgemo, ampak s tem poskušamo dati globljo vsebino. Torej, lahko govorimo tukaj že kar konkretno, Začeli ste z mislimi, Z besedami predajamo svoje misli, z umetnostjo pa predajamo svoje čustva. Kaj je bilo to? Kako v bistvu ste potem iz tega izhajali, da ste naredili v Vojniku to, kar ste? Mi smo izhajali iz tega, da želimo pomenu družine, pomenu Božiča kot takega, ki pomeni malo več miru, malo nekega posebnega pričakovanja, ker je to zdajle adventni čas. Ja. Želimo temu dati pomen, da se najdemo, da se umirimo. Prej ste omenili ljubi kruhek in vse tisto, kar nas med letom dobesedno teži, nas poganja včasih do nezavednih občutkov in čudnih lastnosti, ki jih prejemamo ali pa ki jih doživljamo. To pa je predvsem namen umiritve, enega polpravličnega sprehoda z eno vsebino, videti sebe v tistih jaslicah in pa v tistih 3 figurah, včasih še več, v teh ulicah, ki jih lahko obiščemo. Torej, če ste omenili jaslice, tukaj deluje dejansko kar cela skupnost, prav pripravljeni so posamezniki, imate jih več kot 90, tako zunanjih, notranjih, Zdaj zunanjih je nekaj čez 50, pa jih je včasih malo več, včasih malo manj, kakor se pač ljudje lahko odločijo, ampak pomembno je to, kar ste mojca omenili, da se ljudje povezujejo na temo jaslice, na temo delo, na temo, zbliževanja priprave teh elementov, kar pač ustvarijo. Je kar nekaj družin na posameznih jaslicah, ene združujejo 5 družin, druge, mislim, da Petra pri vas nič manj, recimo cela vas je povezana. Na Hrvaškem imamo kolege iz nekega drugega gasilskega evropskega projekta, ki se združuje ravno v uspehu tistega projekta, ki se imenuje Gasilski dom in povezuje celo vas. Cela vas hodi tja in dela figure, ker smo se prej povezali ravno za ta Božični Vojnik. Meni se zdi to bistvo, da nas je ta Božični Vojnik pripravil do tega, da se usedemo, da v miru delamo, da se zmoremo in znamo pogovoriti, in mislim, da je to izjemno lepo. Pa ko ste prej že omenili, čez celo leto v bistvu lahko vsaj ob koncu leta kaj popravimo pri odnosih, kar nismo čez leto uspeli ali pa pozdravili soseda. Jaz sem čisto kratek, lahko. Točno to, ampak omenili ste jaslice. Petra, gospod Jože Žlavs v bistvu dal pobudo, da pa bi to naredili samo predstavitvijo jaslic, še posebej z gibljivimi, tistimi večjimi, da jih date na ogled. Jože je
bom rekla, vsestranski umetnik. Že pri nas, bom rekla, prisoten v naši lokalni skupnosti vrsto let in za svojimi idejami vedno znova preseneča. Tako je, bom rekla, že uvodoma lansko leto, ko smo začeli s tem projektom, pripravil res, bom rekla, fenomenalne jaslice, ki so imele te gibljive subjekte in so jaslice kot take zaživele. Medtem bom rekla, ne smemo pozabiti tudi na jaslice, ki so jih razstavljali drugi posamezniki, ki so bile ravno tako posebne. Jože je v letošnjem letu šel še korak dalje, skupaj s svojo vokalno skupino oziroma svojo glasbeno skupino so za priložnost Božičnega Vojnika spesnili pesem, tako da imamo tudi himno Božičnega Vojnika. A jo lahko komu podarimo tale CD? Načeloma lahko. No, dragi gledalke in gledalci, če želite, lahko samo pokličite nas v oddajo Božični Vojnik CD. Skozi tekom oddaje se vam bo tudi pojavila telefonska številka. Zmeraj nas lahko pokličete, pa boste dobili, torej še kakšne božične pesmice. Seveda so vsi gostje tudi dobrodošli. Na samem prizorišču Božičnega Vojnika bomo to skladbo lahko še večkrat slišali tudi ob otvoritvi na sam začetek, bom rekla, našega Božičnega Vojnika. Pa lahko imajo torej vzdušje nekaj vašega, tako da nekaj domačega. 237 3366 je naša telefonska številka, lahko pa tudi samo pokličete in pustite podatke v režiji, kakor želite. Lahko pa pozdravite naše goste. Ostali smo pri jaslicah. Kaj konkretno torej vidijo lahko tisti, ki pridejo k vam? Kje vse skupaj poteka? Zdaj, mogoče v samih jaslicah bo potem kasneje Beno lažje povedal, jaz pa lahko mogoče glede same logistike in bom rekla obiska v Božičnem Vojniku. Tule mogoče v kader pokažem našo zloženko, ki jo je, bom rekla, lično oblikovala Polona na tem projektu. Moram povedati, sodeluje ogromno pridnih rok, glav, ki smo to zgodbo povezali res v eno tako lepo božično pravljico. Prav za to priložnost, letošnje leto, ker sam projekt nadgrajujemo, je lokalna umetnica Katja zrisala zemljevid s takimi ličnimi hiškami. Vse to lahko vidite tudi na naši spletni strani Božični Vojnik. Vljudno vabim vaše goste, seveda, da si pogledajo našo spletno stran. Zdaj tako, letošnje leto bo prizorišče jaslic še dodatna ulica, se pravi, poleg Škoflekove ulice, osrednjega prostora okrog cerkve svetega Jerneja, Preložnikove ulice se pot nadaljuje tudi v Žlavsovo ulico, preko ene take krasne brvi do doma svetega Jerneja, kjer je pa tudi notranja razstava. Zdaj vse skupaj je, bom rekla, lepo osvetljeno, lično pripravljeno z krasno celostno podobo. Pod šotorom se bo odvijalo kar nekaj kulturnih dogodkov, seveda tudi v cerkvi svetega Jerneja, tako kot v domu svetega Jerneja. Tako da nekako ostajamo v prizorišču lanskega leta, zadevo pa vsako leto nadgrajujemo. Ja, in tudi vidim, da v bistvu ne nastopajo samo domači glasbeni gostje, tako ste povabili tudi Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča, Univerzo v Ljubljani, pa koncert Ota Pesnerja imate, koncert Gimnazije Celje Center, tako da v bistvu ste kar širše. Zdaj ostajamo, bom rekla, na bolj kulturnem programu, se pravi, ne prehajamo toliko v te zabavne vode, še vedno želimo, da se pokažejo tudi naše domače skupine. Bom rekla, koncert Mešanega cerkvenega pevskega zbora je že tradicija vrsto let in tudi tokrat jih z nestrpnostjo pričakujemo, kaj so nam pripravili. Ob sami otvoritvi, bom rekla, pa imamo, bom rekla, ene zelo močne goste, gre za Perpetuum Jazzile, ki se jih tudi zelo veselimo. Verjamem, da bo gneča, tako da vljudno vabljeni še tisti, ki mogoče še nimajo vstopnic, da za to poskrbijo prav čas. Kar nekaj bomo imeli pa takih nadobudnih mladih talentov, kajti tisti kulturno-umetniški program, ki se bo zvrstil poleg cerkve svetega Jerneja tudi na drugih prizoriščih. Hkrati imamo tudi koncert Godbena Pihala Nova cerkev, kjer bo v Novi cerkvi. Nekaj se bo dogajalo tudi na Frankolovem, se pravi izven prizorišča Božičnega Vojnika. Imamo še pa tukaj božični oder pod šotorom, ki pa je en del zabavnega programa, ki se bo dogajal v večernih urah. Takrat pa gostimo razne mlade talente, narodno-zabavni ansambli in seveda nekaj plesnih skupin. Tako da jaz verjamem, da se bo za vsakoga
nekaj našlo. Res je, pa še za otročke imate, celo Nuša Derenda vidim, da bo gostja. Ne, Ja, Nuša Derenda je gostja Tako da- godbe napihala. Ja. Za otroke smo pa letos še posebej poskrbeli, zaradi tega, ker smo lansko leto ugotovili, da ta naš otroški kotiček z osličkom majčkem premalj, se pravi, da smo ponudbo dopolnili, Super. tako da se bo otroci res zabavali, pa naj nam starši ne zamerijo, tudi malce več posladkali. To bo, ja, zanimivo, saj zato pa potem otročki radi grejo, ne? Zagotovo. In moram Tako da- reči, da imamo stalne sprehajalce na Božičnem Vojniku. Poleg obiskovalcev so ljudje, ki se dnevno vračajo in se sprehodijo, ker je res en tak izjemen dogodek in tisti topel občutek, ki ga dobijo ob sprehodu. No, ampak gospod Podrgajs, vi pa ste omenili, ne, dokler se jaslice ne dotaknejo srca, je Božiča manj. Ja, zagotovo. Tole, kar je zdaj Petra rekla, da ljudje prihajajo in se večkrat sprehodijo. Mogoče to pomeni ta dotik srca. Zaradi tega, ker se človek umiri, lepo v miru doživlja vsake posebej. Nekateri se prav zamislijo nad ustvarjalnostjo posameznikov, teh družin, ki sem jih prej omenil, in to pomeni ta dotik v notranjosti in seveda umiritev. Tako da to je zagotovo mogoče doseči še posebej malo kasneje, Ja. ko se te množice tam od 7, 8, 9 malo umirijo. Jaz vem, da sem šel večkrat ob polnoči. Takrat srečaš malo manj ljudi Ja. ali pa tudi nikogar, no, se je zgodilo, ampak mislim, da v lanskem letu, ko je bilo prvič, brez nikogar ni šlo. To se pravi, da so ljudje to začutili, ravno novinarji, ne, recimo novinarja sem srečal iz različnih medijskih hiš, ravno po noči, ko so se vračali in so rekli, zdaj pa gremo si oddahnati. No, mislim, da je to to. Ja, potem ste opravili oddajo, ne, glede na to, da v bistvu tudi mi poučujemo z različnimi gosti, kaj pomeni dejansko oddahniti se, tudi zmeditirati. Ni nujno, da samo sedimo dejansko, a ne, in pač meditiramo, lahko misli odnesejo nas tudi ob takšnem pogledu, a ne, ko se vsaj zavemo, kaj pomenijo ta čas. No, to zagotovo, kar ste zdaj rekli, to pomeni to. Ta globlja vsebina Božičnega Vojnika v nekih enakih lučkah. Sprašujejo me ljudje, zakaj nimate muzike. Ja. Nimamo glasbe po ulicah, čeprav bi to lahko naredili, samo ene jaslice se malo vrtijo Ja. od Jožeta Žlavsa, no, to, Ja. kar smo prej omenili, in tudi malo zelo umirjene glasbe je poleg. Drugače pa to je v tišini in vsak lahko po svoje meditira in premišljuje in doživlja. Ja, točno tako. Če ste pa prej omenili samo glasbo, mi vam podarjamo, oziroma občina Vojnik vam podarja tale CD, Božični Vojnik, ki so ga naredili, kdo ste že rekli, Jože Žlavs pa njegova družina, ne? Ja. Ja, tako da si lahko tudi doma zavrtite skladbo božično. 01 237 3366 je naša telefonska številka. Vabljeni, da tudi kaj povprašate naše goste. Mogoče seveda lahko obiščete njihovo spletno stran, torej kar se tiče same občine Vojnik, kjer zares lahko dobite torej vse podrobnejše informacije, kaj se bo dogajalo. Vem pa, da vsi seveda nimate interneta oziroma ne pobrskate, zatorej pa so potem naše predstavitvene oddaje. Sicer pa, če smo torej omenili same jaslice in da je Božiča manj, pravite, da je sama podoba Vojnika bolj domača, bolj v srce segajoča, ne, kot samo praznično vzdušje prav v naši domovini, lahko govorite o tem, ne? Ja, lahko. Ravno to, da ljudje na različne načine izdelajo in te izdelke prinesejo, se iz teh izdelkov vidi srce in njihova duša. In to daje tudi utrip in pa doživljanje kraju. Ja. Iz tega se potem začuti to bistvo Božičnega Vojnika in pa kako utripa v tem času tudi sam kraj. Drugače, po eni strani sem nekje prebrala, so praznovanja enaka, ker so priložnosti in simbolike družbeno in zgodovinsko izpeljale, na drugi strani pa dejansko skoraj da ni praznovanj, ki pa bi bili povsem enaki. Ni, nekdo lahko pride v cerkev, na koncert, ki ste jih omenili, nekdo lahko pride na malo manj atraktiven koncert v Jernejev dom, nekdo pride se pozabavati v šotor, nekdo obišče otroško delavnico, nekdo se pa samo preprosto sprehodi. In že razlika pri sprehajanju je, ali ti prideš ob 5, 6, 7 zvečer,
ali pa kasneje. Tisto, kar želiš, tisto ti naj božični vojnik ponudi. No pa že tudi mnogi avtori so že pred desetletji ugotavljali, da je v bistvu govor o preteklosti vedno in predvsem govor o sedanjosti. To v bistvu torej povezujemo praznike, torej zgodovino, kaj se je dogajalo. Tudi Ja, ta zdaj, ne? praznik je prišel Ja. med nas, Slovence, seveda od drugod. Jaslice so prišle iz Italije, ampak potem so jih naši zahodni sosedje še bolj zaobjeli kot mi, ampak vse to je potem prišlo k nam in vzeli smo jih za svoje. Verjetno zaradi tega, ker tako globoko govorijo, predstavljajo in najbrž zaradi tega, ker so nam tako blizu in tako domače. Ne? Predstavljajo na koncu nas, neke družine, neke skupnosti, očeta, mamo, otroka in to zagotovo je to seveda del Božiča, ampak to nam zato seže tako globoko do srca. Marsikdo je rekel, lej, tole me je pa kar malo prevzelo, pa malo stisnilo, pa malo sem se zamislil včasih nad samim seboj. Govorim zdaj o tistih, ki morda nimajo družine, pa pridejo to toplino poiskati sem. Tukaj so pa potem včasih pričakovanja, ki ste ravno omenili. Ravno ta čas je v bistvu za nekatere vesel, za druge pa ravno ne, če želujejo za koma. Dejansko so pa pričakovanja, ki ga v mediji lahko tudi delamo, kaj bi moralo biti v decembru. Pa ni nujno, da je tako. Ni, poslušam vaše kolege. Mislim, da ravno danes zjutraj sem slišal, kako je težek ta čas za tiste, ki nimajo ali denarja, da bi si kaj kupili, kak pribojšek, da iz dneva v dan na nek način životarijo. Potem je za tiste, ki so osamljeni, ampak jaz mislim, da če se spet vrnemo na našo temo, da je pa božični vojnik za tisto svojo pravljično čarobnostjo povezano z globljo vsebino, pa tisto, kar pa vendar lahko nekaj da, tudi zastonj. Res je, ampak si pa morajo vzeti vsaj toliko časa, da niso sami in da pridejo. Da pridejo, da niso sami, da obiščejo, ne vem, karkoli. Zdaj smo seveda pri vsem tistem, kar sem že omenil, da ne bom ponavljal, in to lahko človeku tudi da nekaj, kar ga lahko spominja na mladost, kar ga lahko spominja na tiste urejene čase, in ga, ne vem, obogati za prihodnost, kot ste prej rekli, lahko ga obogati, lahko mu pusti malo zaklada za naprej v narekovajih in recimo to smo poskušali. Vi ste sicer mnogo let v bistvu vodili Vojnik, ga tudi zdaj. Vojnik je vodil mene z svojimi željami in potrebami. Jaz sem se vedno pošalil, da sem delavec v korist ljudstva. Pa vam je odlično uspevalo, oziroma vam še zdaj, ne? Bilo je v redu. Moram reči, da kadarkoli pogledam nazaj, sem zadovoljen tako za tistim, kar smo naredili, z občutkom ljudi danes in tudi sodelavci in vsem tistim, kar se je uredilo. Bili so malo boljši časi, to je že treba povedati, ampak potrebno je biti aktiven do, zdaj bom rekel, tistega sem tudi včasih rekel, pa delam do smrti na križu. No, ampak poglejte, mi v bistvu ves čas govorimo tukaj v oddajah, kaj je dobro prinesti tudi mogoče ob upokojitvi, ob starosti, da se ostane aktiven. Vi bi lahko dali tukaj še kakšen zanimiv nasvet. Jaz lahko dam samo ta nasvet, da naj bodo malo manj aktivni, kot sem zdajle jaz sam. Ker včasih grejo stvari preko meje, ta božični vojnik, pa druge stvari, da jih ne bom našteval, ki jih z veseljem delam, si moram malo spraviti v normalne mire, zato ker ta čas zahteva tudi tisto, o čemer ves čas govorimo, oziroma v tej oddaji malo miru, malo drugačnih občutkov, da nisi v vsakdanjem prizadevanju za kruh, tako kot ste omenili prej na začetku, da je še kaj drugega, kar daje toplino človeku. Ja, ampak brez vas, brez vas na občini, ki v bistvu delujete v tej smeri, pa dejansko ne bi bilo tega, kar je. Ja, za ene je lahko mir, za druge pa dejansko, koliko jih dela, ne mir. Če imamo že tukaj, gledamo ne samo zdravstvene delavce, pa ostale, tukaj tudi turizem. Sigurno, ampak je tako, da tale božični vojnik
povezuje kar nekaj ljudi. Bom rekla, tiste ožje ekipe, se bo zdaj sicer majčkeno smešno slišalo, ampak 4 punce in naš Beno, ki stvari koordiniramo, vsake, bom rekla, toliko časa se nam pridružijo še kakšne pridne roke, to je res tisti ožji odbor, kjer se zdaj ženemo do res tistih mej, že skoraj nečloveških, ampak z otvoritvijo samega dogodka verjamem, da se bodo tudi nam stvari počasi umirile in bomo tudi ta ekipa, ki se zdaj le trudimo za obiskovalce, lahko malce zadihali, si tudi vzeli čas zase in potem seveda nadaljevali. Ampak ob vsaki taki zgodbi seveda že snujemo in si pišemo stvari že za naslednje leto, kajti mi smo res en tak, zdaj že lahko rečem stroj utečen, ki skozi spremlja, gleda, kaj bi lahko boljše bilo in se že zraven seveda pripravljamo za naslednje projekte. Ampak veste, pa vam bo ta hvaležnost nas, pa obiskovalcev, dala tisto notranjo radost in bo potem ves trud vaš poplačan. To je res. Mogoče sam, kot ena zanimivost, prej je Beno omenil, res se ljudje povezujemo, družine se povezujemo. Jaz sem se pred leti preselila v vas Razgor, drugače sem občanka občine Vojnik, ampak preseljena v eno tako luštno vas, kjer smo, bom rekla, na pobudo mene, kot bom rekla, res strastne sodelavke Božičnega Vojnika začeli delati jaslice že 2 meseca nazaj, z nekim prvim sestankom in potem koordinacijo. In potem, bom rekla, smo se razdelili na moška in ženska dela, se pravi, moški so varili, osvetljevali in potem smo se ženske zdaj na koncu dobile in vso zgodbo jaslic naredile take, da bojo res so izjemne. Moram nas pohvaliti, našo ekipo in naše družine, ki smo to počeli ob večerih. Ampak moj sin Jakob, ko je ravno odhajal doma, ko so punce prihajale k meni, je rekel, mami, to je pa skoraj tako kot v starih časih, ko so se dobivali ljudje ob ličkanju in tem, ne. Zdaj pridejo ženske k nam, ne, boste nekaj spile pa pojedle, pa jaslice boste naredile. Je rekel, to je res tak, ne, in da že to otroci pri 11 letih opazijo, je meni v veselje, kajti to pomeni, da tudi svojim otrokom prenašam nekaj naprej. Se pravi, ne samo tisto delo in hitenje in vse, tudi biti pomembnosti teh praznikov je to, da res se malo stavimo in skupaj za sosedi še kaj naredimo pozitivnega. In ne nazadnje, tudi v njih potem zraste nek ponos, neko zadovoljstvo, da z svojim delom sodelujejo v enem takem projektu. Vsak se najde v Božičnem Vojniku v tem primeru. Pa dejansko tukaj potem vidijo, da je potrebno tudi delati, zato da se lahko imamo potem luštno, ne da je kar vse na pladnju. Samo od sebe nič ne pride, to je dejstvo. Brez nič ni nič in sigurno je to, da pač, če se pokaže ena dobra volja, če se še pokaže, bom rekla, nekaj talenta zraven, oziroma ne toliko talenta, kolikor tiste neke sposobnosti, ki jo ljudje imajo. Samo na prav način jo moraš poiskati, mogoče dati človeku neko veljavo in kar hitro bo našel tisti zagon in idejo in kreativnost in bo ustvarjal. In tukaj se je pokazalo, da so ljudje dejansko, ki jih mi poznamo iz vsakdanjega življenja, ne vemo pa, da se v njih skriva toliko ustvarjalnega duha in v teh jaslicah boste to dejansko lahko videli. No, saj že od nekdaj v bistvu je bila prvenstvena naloga krajevne skupnosti informirati, tudi združevati vse krajane. Sigurno, to je lokalna skupnost kot taka, mora delati nad tem, seveda tudi, bom rekla, ožji še del občinske uprave skupaj z županom na čelu. Smo tukaj, bom rekla, zaradi naših krajanov, občanov in prav je, da jih vključimo v ta projekt, ker bodo projekt vzeli tudi za svojega. Ne moreš vsiljevati neke ideje, če se ljudje ne čutijo s tem projektom in nam je v izredno veselje, da se je pokazalo, da oni čutijo ta projekt, da ga podpirajo, kajti ko smo še lansko leto iskali določene lokacije, kam bomo jaslice postavili, se letošnje leto dogaja, ne Beno, da nas že kličejo, tule sem vam pripravil
pripravijo prostor, kdaj boste prišli pa v našo ulico. Tako da, Ja, pa počakajte, zdaj ste tako rekoč skoraj da začeli, ne, zdaj je to drugo leto, čez 5 let, veste, bo pa cel občina Vojnik bo polna jaslic. boste vi. Božična vas, ja. Božična občina. Ja. Zdaj nekako bomo, jaz verjamem, da ja, zadevo bomo skušali nadgraditi, ampak še vedno bomo pa ostali v tem duhu nekega umirjenega prazničnega časa. Upam, da nas ne bo potegnilo, bom rekla, tisto potrošništvo in vse. Ostali bomo prvinski, tako kot je bil tudi namen tega božičnega Vojnika, in tukaj verjamem, da tudi če se zgodba bo nadgradila še s kakšno dodatno ulico, še z več jaslicami, bomo ostali v tem mirnem duhu. Ja, seveda, ampak vse počasi je, ne? Potem pa se bo še kdo priključil in pa potem dejansko še tisti, ki mogoče zdaj niso priključeni, pa bodo vsaj toliko, da bodo dali, ne vem, na okenske police ali pa potem mogoče pred vrati še svojimi, ne? Pa bo potem ideja zaživela še širše, ne? Zagotovo, sej na sam božični Vojnik prihajajo, bom rekla, z razstavo, mislim, z jaslicami tudi iz naselij. Tudi letos je bila ideja, da se posamezna naselja, krajevne skupnosti Vojnik za začetek, kasneje pa tudi krajevne skupnosti Frankolovo in Nova Cerkev, se pravi širše, pokažejo na našem projektu. Hkrati pa gostimo pravzaprav iz vseh tudi sosednjih občin. Res, bom rekla, zanimanjem opazujejo ta projekt, spremljajo in tudi sami pokličejo, da bi želeli sodelovati. Tako da jaz verjamem, da nam bo res mogoče zmanjkalo ulic včasih. No, vidite. Gospod Potergajs, prej ste omenili to v bistvu ekonomsko zaledje pa medijska promocija kot takšna, ne? Našla sem tale zapis gospe Gradišnik. Povezanost je vzajemna. Številnih sodobnih praznikov danes ni mogoče obravnavati brez ekonomskega zaledja medijske promocije. Po drugi strani pa sami prazniki, njihov pomen za ljudi, potreba po praznikih poganjajo produkcijo in trženje praznikov, seveda. Tukaj se lahko govorimo tudi o dogajanju kot takšnem. Ja, zagotovo, da en tak dogodek poganja nek manjši, zdaj stroj mi je ta grda beseda, če rečem, ampak zagotovo poganja neko produkcijo, no, vaše besede zadaj. Mi to tudi potrebujemo, zaradi tega, ker brez modernih pristopov promocije, ne vem, tudi kak marketinški pristop, ki je neka urejena celostna podoba celotnega projekta, zahteva vse te stvari. Danes, če se greš nekaj, potem mora biti to urejeno na različne načine in zagotovo to poganja za seboj vso to produkcijo in recimo mi smo hvaležni, da smo danes vaši gostje. Oddaja je gledana in lahko se na tak način predstavimo. Sej imamo tudi določene sodelavce oziroma tiste, ki bodo prišli tudi iz drugih koncev Slovenije, kot je Petra preomenila. Ne vem, delamo to po vezah, po ljudeh, ki jih poznamo. Recimo jaz poznam slučajno Janeza Trillerja od Slovenskega okteta in vem, da je njegov oče strasten izdelovalec jaslic v Dolenji vasi, v Poljanski dolini in to je to. In povabil sem ga in oče bo poslal 2 jaslice. Ne vem, en primer. Se bi mogel še kaj druge našteti. Ribničan prihaja v Vojnik za suho robo in smo ga povabili, naj sodeluje in tako dalje. Vse te stvari se povezujejo na čudovit način in seveda brez tistega, kar ste prej rekli, tak projekt ne more živeti. Ja, mi vam želimo samo mogoče dober obisk, predvsem pa toplo, prijetno vzdušje, ne, tudi med vami, glede na to, da je oddaja zdaj prišla k koncu, če se tako izrazim. Lahko le povabimo, ne, vse gledalce, torej, ali da obiščete samo spletno stran Božičnega Vojnika, ali pa se kar odpeljete tja in pogledate, kaj so za vas pripravili, glede na to, da imate tudi ves mesec samega dogajanja. Hvala lepa, da sta bila moja gosta. Ja, mi se moramo tudi zahvaliti, da ste nas povabili. Hvaležni smo za vas, za vsak stik z javnostjo, za vsak dotik srca in tega vam želimo ob Božiču in novem letu celotni vaši ekipi. Naj se vas ta utrip,
ki ga mi poskušamo pričarati, velikokrat dotakne v teh dneh. Ja, hvala lepa, ne, tudi naših gledalcev, ampak mi res takole ustvarjamo oddaje s srcem. Želimo, da dobite čim več koristnih informacij in tudi nekaj za vas. Tako kot bo tudi drugi del oddaje takšen, zatorej vas lahko prepuščam le Špeli, vas pa vabimo tudi v božični pravljični Vojnik. Pa lep pozdrav.